Pločevinka energijske pijače vsebuje 6 žlic sladkorja in za 2 kavi kofeina. Ja, ena pločevinka energijske pijače premore toliko kofeina kot 2 skodelici kave. Ok, veliko. A ja? Na tega nisem vedel. In še mami ne popije eno kavo zjutraj, ne popije 2. Sodeč po izsledkih raziskave, ki jo je opravil UNICEF, večina mladih po energijskih pijačah poseže redko, manj kot enkrat na teden. Mogoče enkrat na mesec, pa še to ne cele, ampak kakšen požirek pri prijateljih. Pa včasih preden sem šel trenirat, sem kaj popil. Enkrat, ko smo šli na športni dan, je imela ena moja sošolka prav, pa sem sama en požirek probala. Jaz nikoli nisem probala še energijske, pa po mojem tudi nikoli ne bom. Mladi se za uživanje energijskih napitkov najpogosteje odločijo, ker to počnejo tudi vrstniki. Je pa polarno to med vrstniki, ja. Po mojem, ko hočejo biti kul, pa tako pač. Mogoče zaradi embalaže, ker pač žive barva in to privlači ljudi. Ker jim je dober okus. Četrtina mladih udeleženih v raziskavi je poročala o težavah s spanjem, še več pa jih je po pitju energijskih pijač občutilo nervozo ali drget. Večina ni zaznala ničesar. Velikokrat sem utrujena, ker pač imam treninge, ampak zaradi te pijače po moje nič ni drugače. Več energije imam. Parkrat, ko sem zvečer pil, sem kar težje zaspal, ja. Si bil bolj tako nahajpan. Energijske pijače poleg kofeina in ogromne količine sladkorja vsebujejo še taurin, aminokislino, ki naj bi pomagala pri delovanju mišic in srca, vitamine skupine B in druge snovi, kot sta gvarana in ginseng, ki naj bi človeškemu telesu prav tako zagotavljale več energije. A izsledki znanstvenih raziskav dokazujejo, da škodujejo zdravju, spanju in učnim sposobnostim mladih. V nekaterih državah, na primer na Švedskem in v Litvi, so mladoletnim že prepovedali nakup energijskih pijač. Zakon o prepovedi prodaje teh pijač mlajšim od 16 let pa sprejemajo tudi v Angliji.